Kakšna je torej razlika med jezikom razdora, jezikom, ki ga uporabljamo in naše odnose vnaša razdor, in jezikom, ki ga lahko uporabljamo, da si v bistvu povečamo možnost za stik. Tukaj govorimo o tem šakaljem in žirafjem jeziku, ki ga nekako razpoznavamo skozi pristop nenasilne komunikacije po Rosenbergu. Zdaj, če govorimo o jeziku razdora, to je v bistvu jezik, moralističen jezik moralističnega načina razmišljanja, kjer v bistvu razmišljamo na tak način, da imam jaz prav, pa da imaš ti narobe, da imaš ti prav, pa da imam jaz narobe. Se pravi, samo nekdo ima lahko prav, če ima en prav, ima drug narobe, kdo je boljši, kdo je slabši, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, kaj bi moglo biti, kako ne bi smel se obnašati, itd. itd. Se pravi, gre za jezik, kako je nekdo neumen, se pravi, obtoževanje, okrivljanje, postavljanje raznih diagnoz, ti si kriv, ti si vse zajebal, zaradi tebe se je projekt sfižil, koliko si len, koliko si neumen, koliko si zabit. Postavljanje zahtev, če ne boš tega naredil, če ne boš tega naredil do jutri, ne bojo sankcije, ki potem že meji na grožnje, postavljanje groženj, zahteve in evalvacije, to je dostikrat v kakšnih službenih položajih, v smislu, ko boš napredoval dovolj, takrat boš dobil recimo nagrado. Dostikrat uporabljamo in razmišljamo in nam je to nekaj čisto naravnega, uporabljamo tak jezik in se sploh ne sprašujemo, obstaja še kakšen drug jezik, še kakšen drug način razmišljanja. In tukaj je pa ravno to povabilo nenasilne komunikacije, je to, da začnemo preopraševati ta način razmišljanja, preopraševati ta jezik, ta način komunikacije in se spraševati, a me dejansko tak način razmišljanja, tak način uporabe jezika in komuniciranja, a dejansko podpira življenje, a dejansko podpira moje potrebe, a dejansko podpira to, kar si želim v svojih odnosih ustvarjati, kar si želim ustvarjati v družbi, s katero sem. Ali obstaja mogoče kakšen drug način razmišljanja, kakšen jezik, ki mi bo bolj podprl pri temu, kar mi je pomembno. In tukaj govorimo o tem žirafjem jeziku, jeziku občutkov in potreb. Govorimo o jeziku, ki se striktno nanaša na to, kaj se dogaja v naših telesih, kako se počutim jaz, ko vidim, ko slišim, kaj mi nekdo reče, ko vidim, kaj se dogaja in kaj so moje potrebe. A ta določena akcija podpira moje potrebe ali ne. In se lahko na tak način potem tudi izrazim.